Živijo tukaj Valentin, ura je 15 do 17. Tokrat bom pa govoril specifično o meditaciji. Beseda meditacija etimološko, koren te besede naj bi pomenil osredotočanje uma na določeno stvar. In za meditacijo naj bi se osredotočili na neko stvar v našem življenju, da bi lahko na ta način umirili da bi lahko uvideli neko stvar. In običajno se meditacijo izvaja tako, da se lepo usede v mirni sobi, v lotosov položaj, zapre oči in potem se osredotočimo na naše dihanje, opazujemo misli in poskušamo nekako pridobiti večje zavedanje dogodkov v našem življenju, da smo lahko bolj uspešni glede doseganja naših življenjskih ciljev. No, že pri samem tem, ko pogledamo definicijo, vidimo, da je beseda meditacija definirana kot osredotočenje uma. Oziroma umsko-zavestni sistem pa je v natančnem pomenu definicije energetski sistem, ki predstavlja ločenost od življenja, je zelo omejen glede same zmožnosti dojemanja, procesiranja informacij, hranjenja informacij. In če uporabljamo za to, da se osredotočamo na določene stvari v svojem življenju, ali na dogodke, ali na svoje fizično telo, potem bomo glede tega zelo malo uspešni, kajti nima možnosti doseganja realizacije v tem smislu, kot jo imamo lahko mi, kot živo bitje, ki je v telesu in ki ni ni del nas kot živega bitja, ampak je energetski sistem, ki je tudi integriran nekako z nami, tako kot podobno kot fizično telo. Torej smo v fizičnem telesu in hkrati v In ker je ločenost od realnosti, ko gremo v ko uporabljamo se ločimo od univerzalne fizične realnosti in tudi od svojega fizičnega telesa. Zato, če uporabljamo zato, da bi širili svoje zavedanje, je podobno, kot bi se zaprli v neko kletko, v nek zapor in potem bi poskušali v tej kletki nekam iti. To nikakor ne gre, kajti če se hočemo osvoboditi nekih motečih, omejujočih dejavnikov v našem življenju, te dejavniki so zlasti misli, ki jih proizvaja in energije, ki jih mi začutimo kot čustva in občutki. Če uporabljamo se teh stvari ne bomo mogli osvoboditi, ker so sestavni del tistega, kar nas omejuje. Priporočljivo je torej osvobajati se od na ta način, da ga ne uporabljamo, ampak da uporabljamo zavedanje. Kajti razlika je med zavestjo, ki izhaja iz in med zavedanjem, ki je lastnost nas kot živih bitij. Torej, bolj ko gremo v višje, ko imamo zavest, nižjo imamo zavedanje, ožje imamo zavedanje. Zavest predstavlja skupek vseh informacij, ki smo jih sprejeli v naš
iz katerih je sestavljen. Zavedanje pa predstavlja vso realnost, ki obstaja, vso fizično realnost. In če hočemo spoznati to fizično realnost, moramo biti tukaj v fizičnem svetu. Se torej osvoboditi iz stopiti ven iz in se integrirati z svojim fizičnim telesom. Ker samo preko integracije z svojim fizičnim telesom lahko dosežemo zelo široko zavedanje realnosti. Tisti, ki prakticirajo meditacijo s tem, da gredo v se samo ločijo od realnosti, omejijo svoje zavedanje in njihov svet je zelo majhen. Tisti, ki pa uporablja meditacijo za višanje svojega zavedanja, pa mu ni potrebno meditirati v tem smislu, da zapira oči, da beži v ampak je v stalnem zavedanju svojega dihanja, svojega fizičnega telesa in je pozoren na to, kaj se dogaja v slehernem trenutku v njegovem življenju. Torej, najbolj priporočljiva metoda meditacije je, da ne gremo samo za določen čas v svojem dnevu v stanje, ko imamo zaprte oči, ko je tišina, ampak da smo neprestano v stanju meditacije, v tem smislu, da ne uporabljamo ampak da smo v stanju pozornosti na diverzijo, za katerimi nas skuša speljati stran od zavedanja, torej da smo pozorni na pojavljanje misli in energij, čustev in občutkov, ki jih producira in da v trenutku, ko opazimo te umske diverzije, da se osredotočimo nazaj na svoje dihanje. Osvoboditev se torej lahko doseže le s tem, da smo vedno tukaj, da vedno v slehernem dihu rečemo: jaz sem tukaj, jaz sem fizično telo, jaz sem ta dih in da ustavljamo sleherno misel in občutke energije. Na ta način bomo vse bolj postali zavedni našega fizičnega telesa, te fizične realnosti in sposobni dosegati svoje cilje ter tudi izboljševati učinkovito razmerje na svetu. Toliko za enkrat, hvala lepa in nasvidenje.